point tega šova, ti si cel point tega šova, bravo Maja, Maja, ob vaši zmagi je kar težko biti vsaj ne malo lokalpatriotski. A imate morda kakšno sporočilo za vse, ki so glasovali za vas, z vašega konca? Smrti legende forever! Ne, res, ful sem srečna in res iz srca hvala vsem, ki ste glasovali zame. Res ne znam vam opisati teh občutkov. Je bil pritisk velik, vsi so vas napovedovali kot veliko favoritko? Ja, pritisk je bil ogromen. Jaz sem se cela tresla. Res sem upala, da mi bo uspelo čim boljše odpeti to pesem, ker je to zelo težka in upam, da mi je to uspelo. Tretje sicer ne, ker je bilo že emocij preveč, ampak res ni bilo enostavno. Vemo, da ne marate preveč medijskega pompa in novinarjev in vseh vprašanj, ampak zdaj se šele začenja. Ja, zdaj bom pa pač morala malo stisniti zobe in to je najmanj dejansko, kar lahko storim za vse tiste, ki so me podpirali in to je moje delo. Tak je. Že kakšni načrti za Düsseldorf? Za Düsseldorf? Jaz mislim, da dejansko moramo imeti v svojo ekipo bolj dobro vse se pomeniti, narediti načrte in zdaj zaenkrat še pa nimam nič v glavi, ker tudi nisem se razmišljala o zmagi, tako da. Kaj pa skladba bo ostala v slovenščini? Skladba se bo verjetno jo bom pela v angleščini. Tudi aranžma bomo verjetno malo spremenili, celoten nastop vse bomo verjetno še bolj modelali. April nehvaležno drugo mesto, zdaj pričakovali smo vse malce drame, solz, kričanja. Ne, jaz mislim, da jaz nisem mogla verjeti, da sem prišla na drugo mesto, ker tega res nisem pričakovala. Nisem pričakovala in sem zelo vesela in zelo počaščena. To je zdaj bil prvi takšen skok v festivalske vode, je to bil skok v mrzlo vodo? Ja, v mrzlo vodo v tem smislu nisem pričakovala, nisem pričakovala tega, res nisem pričakovala tega, nisem pričakovala toliko od te Eme, nisem pričakovala, da bo toliko dobro, da bo toliko dobrih komadov, da bo drugo mesto, da bo fajn žirija, da bo fajn publika, da bo scena fajn, da bo vse toliko fajn, kakor je. Upam, da bo še zakuska fajn. Ali spada vanilija med vaše priljubljene vonjave? Ne, moram reči, da vanilija pa ni moja vonjava. Mi je presladka, prenežna. Če me samo malo oplazi, tako pod nosom, ja, da bi si pa res želela, pa ne. To ni moja vonjava. Kaj pa ta eurovizijska vanilija? Če govoriva o Maji Kevc, njeni izvedbi, interpretaciji, pohvalno. Pohvalno. Je ne bi pošpricala čez, še s čem. Kar malce olajšano mi delujete. Saj tudi sem. Prav res. Je bila odločitev res tako težka? Res je bila težka, ker so bili tako različnih glasbenih stilov, pa vsi tako dobri. Tako da se neklo v bistvu na nek način kogarkoli bi poslali, bi bilo lepo. Zdaj, ko je vsa ta drama mimo, nam lahko zaupate, je zmagala vaša? Težko rečem, videli boste javne rezultate napisane, bila je vsekako med mojimi favoriti, potem na koncu po vsem letju in premlevanju in ne vem čem še vsem. Tako da jaz si želim samo vse dobro in srečno. Kljub vsem obetavnim napovedim je razočaranje morda veliko? Ja, napovedi vedno so, to vedno bo. Moram pa čisto iskreno povedati, da nekako tiho nisem pričakovala superfinala. Mogoče, ker je tudi skladba zelo radijsko primerna, ni mogoče toliko bolj festivalsko usmerjena, ampak drugače jaz mislim, Hvala lepa. Hvala lepa, evo, kar vmes med drugim. Hvala enako. Hvala. Si želim, ko bom pogledala nastop, da bom zadovoljna z njim in si želim tudi, da bi skladbo čim večkrat slišali po radijskih postajah, pa ne samo moja, vse skladbe z letošnje Eme. Se mi zdi, da je res, da bo prišlo na radije veliko novih, dobrih skladb in to je super. Mislim, da smo eno ful dobro stvar začeli, končno se je Ema premaknila više in naj bo naslednje leto še boljše. Kaj pa bi povedali o svoji skladbi, zelo svetovljansko zveni? Svetovljansko? Malce newyorško. Newyorško, wow! Vse te luči. Ne vem, mi smo jo naredili tako kot vse ostale, precej spontano. Še kratek komentar na zmagovalno skladbo. Pošten ali tak, ko ga hočete slišati? Kar naravnost. Meni se zdi, da je ta komad tak, kot je že kar nekaj prej bilo in bi bilo
mogoče vsaj, če bi ga odpela Darja Švajger ali pa Nuša Derenda, en tak komad, ko ga vsak let slišimo na Eurosongu, ampak nikoli ne naredi en premik naprej. Precej, nekaj komadov je bilo boljših, po mojem mnenju, to je pač moj okus. Jaz mislim, da je skladba zelo primerna za Eurosong, za festival. Kako se vam pa zdi zmagovalna skladba? Ja, meni je super, ne? Jaz mislim, da imamo z Majo končno šanse, da pridemo v finale na Eurosongu. Čestitam Maji. Kako pa kaj pokomentirate ta nov koncept Eme, malce osvežen? Jaz mislim, da je Ema z današnjim dnem, z nocojšnjo prireditvijo, spet dvignila nivo, ker je malo drsela. Mislim, da je ta ekipa to dobro pripravila, da smo dobili spet nove, mlajše gledalce, da smo povabili par kakovostnih, oziroma so, jaz pač nisem povezana s tem, par dobrih izvajalcev, svežih, mladih avtorjev in interpretov in da je to pot naprej. Meni je bilo zelo všeč, zaradi tega, ker je bilo žanrsko zelo različno obarvano. Tudi prireditev sama se mi je zdela sveža, veliko mlade glasbe, odlična prireditev, odličen voditelj Klemen. Skratka, mislim, da lahko govorimo o celi prireditvi in glasbi, ki je bila na tej prireditvi v superlativi. Ste morda na letošnji Emi kaj pogrešali? Recimo, nam je padlo v oči, da ni bilo nekjer recimo ansambla Roka Žlindre. Nisem jih pogrešala.